Pozdravljeni! Med tehničnimi temami, katere so bile aktualne v zadnjih dneh, ne moremo mimo polemike okrog zavor pri ekipi Mercedes, tistih hladilnih rež in seveda diskusije o njihovi legalnosti. Tako na bolidu W11 kot na bolidu ekipe Racing Point RP20 je prišlo do modifikacij v zadnjem trenutku. Mnogi mediji so o tem poročali, a po mojem mnenju nihče se ni teme lotil celovito. Torej, da bi razložil, zakaj je bila zadeva potrebna, kako so jo rešili, kaj je bilo s pravilnikom spornega in kak je bil zaključek zgodbe. Še več, v enem zelo pomembnem viru se je v njihovem filmu pojavila napaka. Napako, katero so citirali mnogi, tudi v slovenskih prevodih. A pustimo to za konec. Začnimo raje zgodbo tam, kjer se mora začeti. Zakaj je sistem potreben in ali je sploh legalen ali ne. Namreč zavedati se moramo, da imamo na bolidu, sodobnem bolidu Formule 1, zavore z ogljikovih vlaken. O tem sem podrobno govoril že v drugem prispevku. Kogar zanima, ima bližnjico kot ponavadi v opisih. A da skrajšam dolgo zgodbo, delovna temperatura zavor z ogljikovih vlaken je tu izjemnega pomena. Namreč mnogi viri navajajo različne temperature, zato lahko nekako udarimo neko povprečje. Brembo pravi, da nekje od 300 do 1000 stopinj Celzija, pri McLarenu so objavili, da nekje med 200 in 300 stopinjami Celzija ter nekje med 700 in 900 stopinjami Celzijami, lahko celo 1000. V tretjem viru sem dobil podatek, da nad 700 stopinjami Celzija pride do kristalizacije teh zavornih diskov iz ogljikovih vlaken. Povprečna vrednost nekje, če rečem 500 stopinj Celzija, mislim, da je prava. Po drugi strani delovna temperatura pnevmatik. Če pogledamo, te imamo objavljene še tiste podatke, ki nam je dal Pirelli. In če primerjamo temperature in dam neko povprečno vrednost 110 stopinj, vidimo, da je razlika kar 390 stopinj Celzija. Ogromna razlika in zavedati se moramo, da sta ta dva elementa, to se pravi pnevmatika s platiščem in zavorna košara z zavorami, v stiku ena ob drugem. Namreč zavedati se moramo, da imamo na zadnji pogonski osi na sodobni Formuli 1 rahlo različno situacijo kot na prednji. Na zadnji osi imamo kar 3 elemente, kateri pomagajo pri zaviranju. Seveda zavore, a imamo tudi motorno zavoro, to se pravi tisti zavorni element, ki ga generira motor z notranjim izgorevanjem kot del pogonskega sklopa. In pogonski sklop zavira še s tretjim elementom, namreč MGUK, odkot pa pretvarja kinetično energijo v električno po vašem, če ne pri zaviranju. In seveda, zavore na zadnji osi so zaradi tega bistveno manjše, so tudi manj obremenjene, a vseeno rabijo visoko delovno temperaturo, enako kot prednje. Zato jih morajo manj hladiti. Ker jih manj hladijo, tista temperatura nekako prehaja na zavorno košaro, na platišče in na pnevmatiko. Pri ekipi Mercedes so imeli v zadnjih letih kar nekaj težav s temperaturo zadnjih pnevmatik. Mislim, da je to dognano dejstvo. Videli smo, na primer, v sezoni 2018, kako so imeli posebno platišče, katero se je hladilo skozi pesta. Spomnimo se samo tiste afere. Zato so v sezoni 2019 napravili sistem, kjer so ta dva elementa praktično izolirali med sabo. Namreč logično je, da tista zavore morajo biti na temperaturi 500 stopinj Celzija, pnevmatika na 110. Edina rešitev je, da jo nekako ločijo. In ločili so jo tako, da so uporabili zrak kot izolator. Vzeli so zračni tok, ga usmerili 90 stopinj proti zunanji strani, nekako v tisto režo med platiščem samim in košaro zavor. In seveda na fotografiji, katero jo vidimo, katera je bila posneta na veliki nagradi Združenih držav v sezoni 2019, vidimo, kakšen je zadnji del tega sistema. Vidimo tudi neko podrobnost, katera je izjemno zanimiva. Vidimo vložek, to se pravi, pri Mercedesu so tako dognali ta sistem, da z različnimi dimenzijami teh vložkov nekako povečajo oziroma zmanjšajo to odprtino na točno tisto površino, katero rabijo. In seveda v sezoni 2019 so vprašali FIO za mnenje, je to dovoljeno
ali ne. In seveda dobili so odgovor, katerega bom parafraziral. Pravilnik omejuje površino in seganje tistih rež, katere skrbijo za hlajenje zavor, brake ducts. Če ne gre zračni tok v košaro, nas to ne tiče. Zato so ta sistem tudi imeli, čeprav že takrat mnoge ekipe so dvignile dvom nad legalnostjo sistema. In seveda ekipa Racing Point je dobila elemente zadnjih obez direktno iz ekipe Mercedes. To se pravi, ni čudno, zakaj imajo enako rešitev, katero so smatrali za legalno. In sedaj pridemo na tisti del, kateri je malce bolj zapleten, na področje pravilnika. Ta točno določa v 11. poglavju, 5. točki, dokot lahko segajo te reže na zavornem sistemu, na zavornih košarah. In tista dimenzija, ki nas v tem primeru zanima, je, dokot lahko segajo v višino oziroma tudi proti tlom. In ta je omejena od sredine osi kolesa na 160 mm navzgor in seveda tudi navzdol. In sedaj teh 160 mm, kaj pomeni v resnici, da si bomo bolje predstavljali. Imamo 13-palčna platišča, kar je znano dejstvo. Če 13-palčno platišče delimo na polovico, dobimo 6 palcev pa pol. 6 palcev pa pol, če pretvorim v milimetre, dobim dimenzijo 165 mm in 1/10. To se pravi, dimenzija te hladilne košare je v višino in seveda tudi navzdol praktično tista omejitev, dokot lahko segajo te reže. In če pogledamo rešitev, ki so jo pokazali pri Mercedesu, je res tista reža, katera vodi zrak v notranjost košare točno do tega nivoja. Tisto, kar je nad, so mislili, da je legalno. Pri ekipi Red Bull so sprožili vprašanje in Tombazis je izdal strani FIA direktivo TD 014/20. Te direktive sam nisem videl, lahko govorim samo tisto, kar so navajali drugi viri. A noter naj bi bilo zapisano, da ne glede ali je reža za hlajenje zavor, pneumatik ali platišč, ne sme segati nad nivo 160 mm. In seveda, tako pri ekipi Mercedes kot pri ekipi Racing Point so morali poiskati rešitev. In najbolj enostavna rešitev je, da so režo enostavno zaprli, kot vidimo na fotografijah. Namreč zavedati se moramo enega samega dejstva. Pred začetkom velike nagrade nikjer ne piše, da morajo biti bolidi skladni s pravilnikom. Ukolikor bi bili pri Red Bullu bolj zviti, bi lahko bili tiho in šele po prvi veliki nagradi sprožili vprašanje, katera bi privedla celo lahko do diskvalifikacije. Ampak naredili so to nekaj dni prej, malce ponagajali Mercedesu, a na koncu so jim naredili uslugo. Zakaj je prišlo do te razlike v interpretaciji, ne vem, a dokumenti pravijo tako. In seveda, sedaj še do tiste napake, katere sem omenil. Motosport TV je objavil nekaj dni pred tem posnetek, kateri razlaga deloma to tematiko, katero sem se dotaknil danes. A kot kršitev pravilnika navajajo 5. poglavje, 1. člen. Tu sem sam malce pobulil, sicer ne poznam na pamet celotnega tehničnega pravilnika, a vem, da v 5. poglavju so lastnosti pogonskega sklopa. Preveril sem in odkril napako. Kar je bolj zanimivo, da so mnogi drugi prepisali to napako in jo dobimo tudi posneto v slovenščini. Toliko o temu, če se boste spraševali, kdo je v resnici avtor določenih člankov in kdo jih le prevaja. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.